Ljudje in ljudine, poslušate Obot redno že 26. in zadnjo epizodo prve sezone podcasta oziroma podaje, v katerem za vas gledamo, spremljamo, beremo in poslušamo serije, filme in risanke vseh žanrov od F do Z. Obot, odšli bomo od doma, smo, tako kot vedno, Mito Gegić, Servus, Igor Harp Yo. in moja malenkost, jaz sem Aljoša Harlamov. Tokrat znova brez gosta. Vsi ta brihtni gostje so žal že na dopustu, kjer bo kmalu tudi naš podcast. Poslušajte torej 26. epizodo, zadnjo epizodo prve sezone, ki jo bomo posvetili filmu Spider-Man Far From Home, oziroma kot smo ga preimenovali mi, Pajek mož davč od domačega Wi-Fi-ja. Gre za film v režiji Johna Wattsa, doživel je premiero prejšnjo sredo, prejšnjo sredo, mi smo si to predpremiero ogledali in posod ga lahko še ujamete. Gre torej za drugega Spider-mana v tretjem štetju, za nadaljevanje filma Spider-Man Homecoming in za 23. film Marvelovega kinematičnega vesolja, na nek način še en zaključek prve dekade MCU-ja. In če niste opazili, pa prav gotovo ste, Pajek mož je prvi superjunak, ki ga obravnavamo drugič. Prvič smo namreč analizirali narisanega Pajek moža v multiverzumu, in če še slučajno niste poslušali, gre za epizodo 10. Skratka, hvala, če nas poslušate. Tole je, povedano bo še večkrat, zadnja epizoda prve sezone, konec je tukaj. To, da septembra se bomo vrnili in verjamemo, da se boste tudi vi z nami. we're in the end game now. Zakaj se tega nisem spomnil? Pa še tako malo skratka. Še preden resno začnemo, tale epizoda bo vsebovala kvarnike. Če niste gledali filma, pa ga želite, skočite v lokalni kino ali pa v kino Bežigrad, lokalni kino podcasta Obot. Nehajte poslušati na tej točki in se vrnite k epizodi, ko vam to uspe. Kako, neki vam še ni. Če pa vas je film že omrežil, Nač. Izvolite, pojdite na izlet z nami. Upam, da ste spakirali vindi sok in sendvič s poliko. Na pot se bomo seveda podali z glasbeno spremljavo. Maestro, štartaj. Igor, ti imaš nekaj proti poli. Sem jaz tu, to je najbolj ogabna klobasa. Ja. Oh, ja. Dobrodošli nazaj, hvala, ker ste zdržali skozi intro, da niste naprej prevrteli. To je to, skratka, Spidey, nadaljevanje MCU smo rekli, in najprej rabimo nekoga, ki bo obnovil film, zgodbo filma. Kdo bo to? Mito. Tokrat bo to Mito. A bom jaz tokrat? Yeah. Ja, ker drugače ponovadi Igor. Ja, ti pa nikoli nisem. Ne, jaz se temu izogibam, ker za uvod preveč govorim in pa se lahko malo oddahnem. Okay, ja, Pajek mož. Zgodba je postavljena po tlesku, a to že kvarnik? Ja, to že kvarnik. Ni. Skratka, po tlesku in blipu in ne vem, vsemu čemu še Endgame-a. Mislim, da 8 mesecev postavljeno po zadnjem filmu Avengerjev. Tony Stark je mrtev, ne vem koliko folka je pogrešenega od Avengerjev levo desno in Spidey se sam znajde v tem svetu, kjer se pač skuša vklopiti v normalen life in se mu ponudi tudi takoj šansa, da gre na znanstveno ekskurzijo v Evropo. Ja. Ker v Evropi smo vsi znanstveniki. Ja, pa ful imamo radi Američana. A ti znanstvenik? Ja, okay. Seveda se pa kao takoj začne komplicirati, že v Benetkah, kjer na poti do Da Vinčijevega muzeja se pojavi neki elemental vodni monstrum, ki ga ustavi Beck, mu je ime Quentin Beck, a.k.a. Mysterio, a.k.a. Jack Gyllenhaal. In seveda Nick Fury takoj zaposli v Evropi Spideyja, da ustavita to nadlogo, ki pa izhaja iz neke druge dimenzije, kot je bilo tudi v napovedniku povedano. Skratka, potem se, mislim, da preselijo v Prago in potem na koncu celo Pariz prikladno preskočijo, mes še malo Berlina, na koncu se pa vse skupaj zaključi na Twin Towers v Londonu.
to bi bila zelo kratka obnova, kako Ni Spidey... Twin Towers, Tower Bridge. A Tower Bridge? Ja, pardon. Twin Towers ni, ja. Ja, okej. Twin Towersov ni več. Pa tudi ni pravo mesto. Ampak, okej. Ja, mislim, da je to pač do tiste točke, ko se začne stvar razvijati, pa zgodba, o čemer bomo sicer govorili, je to bolj ali manj to. No. Mislim, da film je presečišče torej Spideyjeve neke klasične fore, da pač ubranimo, local neighborhood, tokrat pač local Europehood. Pa svoje sošolce. Pa svoje sošolce. Zmer znajdejo nekako na poti. Ja, pa tu je klasična Peter Parker, geeki, nerdy fora, da pač on skuša biti normalen, pa seveda ne gre, on skuša z MJ neki se štult, pa seveda ne gre. To je to, ja. Taka, veste, meni je bila zelo tini poletni blockbuster. Taka. Ja, taka srednješolska romanca, akcijski film. Ja. Mislim, Spider-Man je dosti idealen za to in mislim, da je prav, da so peljali junaka v to smer, ker tisto, kar so v prejšnji iteraciji z Andrewem Garfieldom furali in patosom in smrt očeta, ki mu dajo obljubo in tisto je bilo čisto mač. Ja, pa ne, tisto ni bilo, niso zadeli prav Spider-mana za ono prejšnjo iteracijo z Emma Stone pa Andrewem Garfieldom. In tukaj mislim, da jim je to dosti bolj šratalo in je mislim super, no. Pa Tom Holland je res zakon. Ja, mislim, lepo je sposoben igrati 16-letnega takega naivneža, mislim, kar se tiče teh emocionalnih zadev, da je zelo tak zmeden, mislim, da tudi potem, kako na temu rečem, character plot point, ki v bistvu glih zaradi te svoje naivnosti, on preda Tony Stark tek nepravim rokam v upravljanje in v bistvu to tudi zgodbo potem propelira naprej. Ja, mislim, da pač, kar se iz tega gledišča, mislim, da je zelo dobro skompiliran skupne. Jaz sem sicer par bifov s tem, ki bi lahko malo našopal neke določene fore. Kaj so bifi? Kaj so bifi? Ja, lahko s tem začnemo. Začnemo zgovedno. Mislim, medtem ko bi dal full plusov za ta teen rom-com variante, pa da je v bistvu tudi humorja, dosti noter tega Marvelovskega humorja, mogoče malo celo bolj slapstickovski kot ponavadi, kot smo ga ponavadi vajeni, mogoče pač zato, ker je Sony koprodukcija, pač tukaj posredi. Mi pa malo manjka na neki določeni globini, pa ne da bi zdaj pričakoval od superjunaških filmov ne vem kakšno hudo globino, ampak mogoče pač, veš, ni zdaj, bi pričakoval malo več Winter Soldiera pa Civil Wara, da je ta komentar na sodobno problematiko, kakršnakoli si jo pač vzamemo, malo bolj poglobljena, ker tukaj je pač mogoče res ostane kot nek zapisek na tabli, dajmo komentirati fake news, naprimer, ali pa kako lahko hitro zapademo v iluzije, oziroma v neki, kar ni resnično, pa temu verjamemo in tako naprej. Tako da mislim, da je to neka zgrešena šansa bila, da so to zgolj ošvrknili, To se mi zdi problematično, Ja, mislim, to bi potem takoj vzelo fokus iz... Ne, mislim, da so to dosti premišljeno naredili, zato ker prva stvar, o kateri je treba jo omeniti in jo na začetku, je, da je to prvi film post-blip, kot temu rečejo, In če gledaš to iz ene perspektive odraslih ali pa karkoli, recimo Ant-Mana, ki je zamudil odraščanje svoje hčerke, ljudi, ki so si našli nova razmerja, pa so prišli njihovi bivši nazaj, ljudi, ki so prišli nazaj, pa jim je nekdo umrl ali pa karkoli. Je tu en kup tragičnih zgodb in to, da so to pokazali skozi perspektivo najstnikov, ki jim ni čist jasno, kaj se dogaja in tako ali tako probajo razumeti svet, je zelo vredu, da zadeva ni downer, da lahko narediš nekaj zabavnega. In takoj, ko gledaš z njihove perspektive, ne moreš dati ful političnosti to vrstne noter, ker je cel film narejen iz njihove perspektive in tudi v veliki meri za njih. In mislim, da je pomembno, da se zaradi tega fokusira bolj na komedijo in pač te privlačne elemente, kjer pa spet je daleč od tega, da bi to bilo samo sebi namenjeno, tako ne vem, zaključek Man of Steel, kjer se ona dva tepeta na koncu 25 minut ali pa ne vem, cel film Godzilla 2. In mislim, da je to namenoma tak. In pač Spider-Man je
bolj tak junak. Ne? Ja, ampak mislim, da ker naprimer ta fokus, da v bistvu ustrajamo na perspektivi najstnika, je vse lepo in prav za pač teen rom-com varianto, ne, ampak mislim pa, da potem tukaj nastrada antagonist, ne, Mysterio, ki izpade kot nek razočaran družbe, ki zgolj želi postati novi Stark preko zelo kočljivih prijemov, ne. In mislim, da mu ta nima nobenega gravitasa, ne, pa nobenih, tako kako ne rečem, nobenih hudih stavni, razumeš, da bi bil, da bi se počutil zdaj, ta folk je resnično ogrožen, ali pa svet je resnično ogrožen. Mislim, da ta gravitas malo zmanjka zaradi tega. To so v Homecomingu so to dost premišljeno naredili in tudi Michaela Keatona dobili, ki je še boljši igralec kot Jake Gyllenhaal. Je bil on odlično spostavljen kot družinski oče, kot podjetnik, kaj mu to naredilo. Ne? Tukaj je na isto žogo, ne? Ampak slabše. Ja, to. Ker on je spet tukaj kot nek izumitelj, kot nek spet podjetnik, ki zaradi Stark Enterprise v bistvu ostane brez vsega. In pol proba nekaj narediti. Mene je sploh na začetku, ko se to razkrije, zelo spominjalo Not in a Good Way na Batman, tale prvi z tem iz Top Guna tipom. Kilmer, torej trojka. Kjer je bil, Jim Carrey. Na Riddlerja. Ja. Riddler je bil tam in je bilo isto, samo je bil pač potenciran, ker je bil tisto stupid film, ne? Campy, Zelo campy. Jim Carrey all over the place. Tukaj pa je, kot da bi rekli, dajmo to zgodbo vzeti, ampak tone it down, ne? In mi je bilo všeč, kako so tele vse noter vpeljali in da so to stranski igralci ali pa statisti, ki smo že videli v prejšnjih filmih. Ja, to je bilo cool, Veš, kaj mene spominjalo? Kot neki, ena taka Simpson fora, v bistvu kot neki James Bond villain startup, razumeš, kao, nekaj tam nazdravlja, folk, uspelo nam je, dobili smo tehnologijo, Janice, hvala, ker si to nalil, who the fuck is Janice, razumeš? Tako da šiva tisto obleko. Ja, mislim, pa gladi gube, pa nekaj. Mislim, humor je super, ne ratajo vsi joki, ampak tisti, ki pa ratajo, so čist cool, ne. Tako da, mislim, to je moj bif. Mogoče, da bi pač iz simbolne ravni na nekih kao teh temah lahko vsaj korak niže naredili, ne zdaj, ne vem, na art ali pa kaj tajega, ali pa na politično dramo, ampak malo, čist malo. No? Mislim, da je tu razlika med prejšnjim filmom, zakaj v prejšnjem ta pristop toliko deloval, je bilo to, da je bila osebna drama. Da je on dosti bolj pripričal kot en človek in ki hoče v končni fazi zaščititi familijo, on noče biti, ne vem kaj, novi Iron Man. Tale pa je megaloman in hoče celemu svetu škodovati in biti Iron Man v bistvu. In tukaj potem prideš zelo hitro do enega preskoka, kjer zgubiš pristnost. Ja, ker tudi, v bistvu, kaj Peter Parkerjeva dilema, on želi imeti normalno življenje, pa ne more, zato ker pač to je njegov bif, kako ne rečem, njegov problem. Potem, ko Mysteriovo je pa malo tak, on želi biti nov Iron Man, ampak s tem, da bo pač sfejkal vse, mislim, ga reši svet, to je to? Mislim, ga lahko tako destiliram. Ja, na nek način, ja. Čeprav pač pol se prikoplje do njegove tehnologije, ki bi mu dejansko pač domnevam, da na neki točki lahko omogočila, da bi bil nov Iron Man. Tako da mogoče poanta o tem. Ampak vse to so se včeraj mi to pogovarjali. Pač, tle je res sama razlika v perspektivi. Ne? Pač meni je bilo, tako kot Igorju, oziroma mene ni tako motilo, da je to na obrobju. Meni se je zdelo, da je pač bi bilo too much, če bi tudi Spider-Man poskušal neko politično noto upeljati v to, ker je pač, tako kot smo se pogovarjali, meni pač najboljši glede politične note itak stotnik Amerika. In mi je zdelo se, da je bilo ravno dovolj zunaj fokusa, pa ravno dovolj je bilo tega, da ti popestri zgodbo. Meni je bilo blazno všeč, tako kot sta zdaj omenila, pač kako Gyllenhaal v bistvu, njegov ta lik, kako upelje pač vse te pomagače, ker se za razliko od Ironmana spet, če smo tam, Gyllenhaal ima te predispozicije megalomana, ampak krati se kot da vsaj zaveda ljudi okrog sebe, kar se Iron Man kao nikoli ni, vsaj v začetku. On je bil
osamljen jezdec, osamljen heroj. In pač mi zmeraj, ko se zamislimo superheroja, imamo sam enega pred sabo. Ne? Gyllenhaal ima pa tim ljudi, ki mu omogoča biti superheroj. To se mi zdelo super, ker hkrati tudi korespondira s tem, da si on pomaga z droni, ker so tudi taka množična, brezdušna, neindividualna tehnologija. Ne? In to se mi je zdelo, to dvoje, oboje skupaj povezano, čist fantastično in fino. In jaz mislim, da je točno to, kot sta pač omenila in kot ste mi to rekel, to je en tak razgradnja nekega James Bondovskega zlikovca, ki se hoče podrediti svet. Ker se enkrat vidi, da pač ne more tega sam, da mora imeti druge, ampak že vmes, pač pol na koncu, ko imajo unevaje, pa je on pač ta hologram, se vidi pač, da Gyllenhaal je ta megaloman, ne? In da v bistvu on tudi hoče biti sam in da sploh ne ceni vseh teh ljudi okrog sebe, za razliko od une scene v gostilni. Ne? In to se mi je zdelo pač ful dobro. Edino, kar je mogoče mene malo zmotilo, čeprav tudi razumem, kaj so poskušali, je pa to, zakaj se to mora dogajati v tujini. Pač, a veš, in z tega vidika je to pač taki summer movie, ne? Zato, ker pač ti da malo eksotike, malo imaš tam Čehe, malo imaš Nizozemce iz nekega razloga, pač, ne? Je Spider-Man nekaj cajta oranje, se pravi navijač nizozemske nogometne reprezentance. In to se mi zdi pač tako, ja, ampak štekam po drugi strani zato, ker mu valjda hočejo dati, ti si zdaj nov Iron Man, ti si pač naslednik Ironmana, se o tem še bom tudi več govoril, zakaj je pač on tam. Skratka, in mu hočejo dati to neko vlogo, da postane pač globalni heroj, ne več, nisi ti več friendly neighborhood Spider-Man, ti si globalni heroj. Mi je pa zanimivo, kako bo to pelalo dalje, ker točno to, kar si ti rekel, ne po eni strani, ja, on hoče imeti zasebno življenje, hoče imeti svoj life, noče biti superhero, ampak pač hoče biti zaljubljen, vse to, kar pač normalen najstnik si želi. Ampak zdaj ga seveda, a bomo pač, da spoilamo, kar pa ste spoilamo, na koncu ga misterijo razkrije. Pove, Peter Parker je Spider-Man. Ok, pove tudi, je zloben, ne vem kaj, skoša nategniti folk, ampak po eni strani je to zdaj totalna osvoboditev Petra Parkera, ker zdaj bojo vsi vedeli, da je Spider-Man in lahko ima neke vrste normalno življenje, ker to je poanta, veš, superhero imajo ravno to. Po eni strani normalno življenje ti hočeš tako, da javnost ne ve, kdo si, da si skrit, ampak v resnici je tebi lažje, če javnost ve, ker pač lahko delaš, pač vsi vejo in ne rabi se več skrivati. Ne, to ni res, mislim, da on s tem ogroža svoje bližnje. Ja, seveda ogroža svoje bližnje, ampak lahko pa ima bližnje, a razumeš? Ja, vem. To je pa zdaj v eni poziciji, kjer zmeraj ogroža, tudi v tem filmu jih je, čeprav ni hotel. On se je ful potrudil. Tudi fake, kaj že, no? Nick Fury, fake Nick Fury poskrbi, da grejo vsi v opero in ne vem kaj, očitno organizira posebno predstavo sam za te ljudi, sam da bi jih spravil pač njegove sošolce iz pač nevarnosti, ampak vseeno se seveda ti sošolci znajdejo v nevarnosti, ker so pač najstniki. Mogoče so zato bili v Evropi, ker v Ameriki ni opere. Kakšen elitističen komentar je v tom mito. New York ima eno najboljših oper na svetu. Ampak ne v Queensu. Tako da ja, mogoče pač to hoteli smo dati neko pač širšo spektr. In pač res me zanima, pa tako, ko sem že včeraj v kinu rekel, se mi zdi, da je to prvič, da so post-credit scenes pač tudi napovedovali naslednji film Spider-mana. Se pravi, tle zdaj imamo res nekaj, kar bo popolnoma spremenilo, oziroma kar bo vplivalo na zgodbo v naslednjem delu. To se mi zdi čist tipično Sonyjeva župa, veš. Zato Marvel produkcija, solo produkcija, seveda nazaval na drugi MCU. Medtem ko Sony rečemo pri Venomu, je pa tudi že napovedal naslednjega Venoma. Veš, tako da se mi zdi to Sonyjeva župa. No, mislim, kaj pa menite o odločitvi, da se vrne najboljši J. Jonah Jameson v zgodovini J. Jonah Jamesonov? Ja. Ok. Ja, meni je zakon, kaj, Simons je super. Ja, J.K. Simmons, ki se pojavi na koncu kot zdaj neke vrste Glenn Beck, I guess, na mesto prej novinarski urednik, mislim, časopisni urednik, je to vlogo igral že v Raimijevih Spider-manih. Ali mislite, da bo še kdo se vrnil? Iz Raimijevih? Ja. Ma ne nucamo. Mogoče lahko kao njegovega brata, da mu tudi Raimija kaže. On mora biti. On je super. Ja, ne, meni je bila to zanimiva odločitev, pa vredo je bilo, ker mislim, pač J.K. v vlogah, kjer mora kričati,
To so dobre vloge za nje. No, viš, jaz recimo nisem prepoznal, ker nisem gledal nobenega drugega Spider-mana. Res? Ja, jaz poznam sam Tom Hollanda. Mislim, gledal sem mal s Tobijom Maguireom, mogoče prvi film, nisem nikoli pa celega pogledal. Wow. Mislim, kot dvojka je meni še vedno zelo visoka. Ne več. Še vedno zelo visoka, ponovno. Ni pa zagledati več. Mislim, niso se toliko dobro postarali, predvsem zato, ker so preveč kempi, glede na to, kaj smo danes vajeni in potem ti ful zgubi. Takrat, ko so prišli ven, so bili, wow, to sploh ni kempi, pa pač, ja, 20 let kasneje skoraj je malo kempi posod. No, se zdaj, ko imamo dva ta nova Spider-mana s Tomom Hollandom, lahko mogoče naredimo eno primerjavo z Raimijevo trilogijo pa z Webovima filmoma, pač. Če sta gledala, pač Igor, ti domnevam si vse. Jaz recimo nisem nobenih, no, tako kot sem že rekel. Kako se ti pa zdi, je Tom Holland najboljši Spider-Man ever? Ali boš rekel, da je bil on iz The Amazing Spider-Man serije iz 70-ih še boljši? Ne, filmski Spider-Man, tista serija je bila precej slaba. Ampak filmski Spider-Mani so, to je v vsaki iteraciji jim uspelo. Spider-Mana je igral zelo prepričljiv igralec in je bil zelo dober v tem, kak bi naj bil Peter Parker Spider-Man. Problemi so bili drugje. Pri Raimijevih je dost campy, je dost 90s še vedno notna, kar se ni najbolj postaralo, ampak takrat, ko so prišli ven, so bili briljantni, še vedno so vredni ogleda, razen trojke, ki je čisto over the top šla in se zgubila vmes, sploh s tisto plesno sceno, ki... No, Aljoša, ti nisi videl tega filma. Na eni točki Venom okuži Spider-mana in potem on postane emo in ima drugačno frizuro nosi, ko je Peter Parker in pleše. Emo ti pa res pleše. In je tak ena, mislim, da je skoraj 5-minutna scena, kako on pleše. In ni, ne. Ja, ok. No, medtem ko Webove filma z Garfieldom, kot sem prej rekel, pa sta probala ful preveč tole malo bolj dark narediti vse skupaj in sta pa izpadla pol dostkrat preveč cheesy. Ker zaključna scena prvega filma tam je, da je on cel zlobljen in se bo šel boriti proti Lizardu ali kaj že, bad guy. In potem newyorški gradbinci mu stopijo na pomoč in ker se toliko gradi New Yorka, so žerjavi in oni postavijo žerjave tak naprej, da on lahko potem meče mreže in skače iz enega žerjava na drugega in je tak, o moj bog, fuck. To se sliši kar zabavno. Ja, ampak ne more... Ne, to je taki post 9/11 zanosa, veš, mislim, to... Ful ima tega, pa policija je not, pa policaj je ful ključni. Ja, meni se zdi, da v bistvu Tobey Maguire je super odšpilo, pa tudi v Raimijevih prvih dveh je bila... Parkerjeva dilema, ne, tale torej z veliko močjo veliko odgovornosti, dosti bolj spostavljena kot tle. Mogoče v tvojki, mogoče se malo igraš s tem samo. To je pa ta problem, če se fokusiramo na najstniške probleme, zadnja iteracija ful dobro dela, medtem ko v prvi trilogiji, ne, da se tako izrazim, je pa še marsikaj drugega zraven, ne, torej kako biti super, onak, pa čustveni problemi do MJ, pa mislim tak, meni je lep paket, kljub campi, ne, mi je tam lep paket, no. Se strinjam, sploh prva dva. Ja. Čak prej si rekel to, Iron Man, dajmo se še o tem pomeniti. Torej, Peter Parker je zdaj novi Iron Man, tudi to, kako se zaključi s tem, da pač tukaj Mysterio reče, Peter Parker je Iron Man, je referenca na Spider-Man je referenca na Ironmana, ker Tony Stark sam to naredi. Zdaj tukaj že to dejstvo, da njemu nekdo vzame to agencijo coming out, nekaj pač pove, ampak mislim, da je to pač zelo dober korak za razvoj tega lika v naslednjih filmih. Me pa zanima, ali to pomeni, mislim, meni je bilo tudi konc, ni bil čist jasno, to pomeni, da je to konec Misterija, ker ta film, kdaj je on to posnel pač tole, oziroma kdo je to, a je to zmontiral najbrž njegov pomagač. Ja, mislim, en zelo hiter kader je, ko neki download. Ja, in potegne USB ven, ko zbežija. Mislim, da to. Po moje tudi to. Jaz mislim, da Mysterio je
dan, da je končan. Ker pač jaz, če se za trenutek vrnem, pač meni je bil tudi Jake Gyllenhaal zelo všeč. Moram reči, da pač veš, že od začetka veš, da je pač nekaj narobe, ker pač poznamo misterija, vemo iz stripov, kdo pač je, vemo, da pač ni good guy in tako. Ampak se mi zdi, da tako je simpatičen, no? Ful res igra za eno tako simpatijo, zelo dober in tako pač malo mu odpustiš, da hoče biti pač, ne vem, nov Iron Man ali karkoli. In se mi zdi, da jaz sem tudi gledal dosti teh nekih intervjujev okrog pač in se mi zdi, da ta kemija z njim pa Hollandom je fenomenalna, no? Da je res dober deluje, to celo mogoče bolj kot MJ pa Holland. Debatable. Zendaya in Holland, no, tako. To sem hotel reči. Ja, zdi se mi, da je bo zelo zanimiv pač premik, kaj bo zdaj Spider-Man s tem naredil. Najprej mora oprati svoje ime, seveda, ne, ker pač so ga obtožili, da je. Hkrati je to nadaljevanje te teme, ki mogoče pa niči zaključena, a ne mi to, fake news, ne, ker to zdaj je kao fake news in je mogoče bo to zdaj v tretjem delu malo šlo dlje, ne, tako da mogoče tudi bo tebe zadovoljil. To bi me zelo veselilo. Mislim, da ne zadnji Peter Parker pol postane fotoreporter, tako da je to... To še do zdaj nismo videli niti, ne? Ne, se tu še ni bil tak daleč. Ja, čeprav tu je vprašanje, ali tu bo ista stvar, glede na to, da je zdaj pač on naj bi prevzel zdaj Stark Industries, ne? Najbrž bojo šli raje v to smer. Ja, ker to je pač ena od teh novih z novih pač stripov, ne, je pač to poanta in tudi zaradi tega se je že ves čas vedelo, da bo nov Iron Man, v bistvu pač Iron Man, da bo Spider-Man tisti, ki prevzame štafeto in naj bi tudi on bil postal glavni Avenger na nek način, ne, pač tisti, ki jih bo spet zbiral okrog sebe. Tako da to se mi zdi, da je to za Spider-Mana sam zelo dobrodošlo, ampak se pravi, res me je presenetilo, no, da smo dobili vpogled, kaj bo v tretjem filmu. Posebej, ker ni napovedan še zaenkrat, ker ne vemo ne datuma, ne vemo nič o tretjem filmu, ne. Razen tega, da zdaj očitno vemo, da bo pač se zgodba nadaljevala. In se mi tudi to zdi zanimivo znotraj MCU-a, da se pač malo tudi zgodbe, vse so vse dobro, no, sej Tori se veže ampak večinoma je glavni lik not ne pelje pa toliko štorije. Razen v Stotniku Amerika, kjer je pa res ena sama štorija. Tako da to. In pa za MCU me pač res zanima, kaj pomeni, kaj so vse te reference, ne? Koliko lahko resno jemljemo to, da se omenja v tem filmu, da Avengerjev ni, da maščevalci so nekam zginili očitno. Ja, no, tukaj pa potem pridemo do post-credit scene. In tukaj mislim, da se je to resno zajemati. Avengerjev ni, Spider-Mana vpokličajo zato, ker je edini tam in sicer zato, ker ga Happy pripravlja, da bo prevzel Stark Industries in ker nočijo spet otroka v vesolje poslati. Zdaj pa nikogar drugega ni, ker so očitno, kot pokaže zadnja scena, vsi v vesolju. No, pokaže sicer, da je sam Nick Fury v vesolju, ki ga tle pač fejka. Pa Skrule, ne? Ampak Skrulli so frendi z Marvelco, tako da bi znalo biti, da se pripravljajo na nek resen fight v vesolju. Kar pa naslednji 3 filme, ki pridejo naslednje leto ven, so Black Widow najbrž Origin Story. Ja, nek prequel. Origin Story tega novega azijskega, kak se mu je? Shang-Chi, nekaj tega. No. In mislim, da tudi to ni navezava na ne, imaš pa pol še Eternals, ne, tole. In Eternals, ne. Tako da z temi Eternals povezana štorija bo očitno vključevala ogromno Avengerjev. Samo Marvel je zdaj trenutno na res taki kočljivi zadevi, ki morajo zelo previdno po moje postopati, ne, ker nimajo niti nabora novih igralcev, ne, da bi v bistvu z njimi uprivali. Torej, Chris Evans, Downey, to so vsi se upokojili. Ja vem, ampak imajo pa dobro, Ant-Mana, Tora imajo, ne, pa Black Panther, pa Strange, pa ja, samo jaz mislim, da tisto bo vse dost, kako ne rečem, zemeljsko bazirano, ne, medtem ko v vesolju se zgolj lahko tolčejo Guardians in pa Thor, ki trenutno res nekje potujejo. Pa očitno Nick Fury pa Marvelca. Jaz mislim, da bojo gradili na pač novih, svežih likih, ne, torej Marvelca, Spider-Man, da bi to iz stare garde, trenutne garde potegnili, ne, naprej. Medtem ko Thor, koliko vem, 4 se že pripravlja, ne vem, bo to za Guardians of the Galaxy ali kaj, ne vem, ampak ja, no, mislim, vsekakor se mi zdi to najbolj verjetno, zato ker Taika Waititi, ki naj bi delal naslednji film, bo še predtem naredil Akiro,
kar si ne znam predstavljati, da je to neki 2 tedna pa imamo. Ja, upam, da ne. No. In poleg tega je še scenarist in producent Flash Gordon filma. Flash Gordon. Okay. Glej, mislim, tak rabimo Flash Gordona. Jaz mislim, da ne rabimo Flasha Gordona, ampak če... Rami Malek delo musko. Menim pa, da če Taika Waititi igra Hitlerja, lahko tudi naredi Flash Gordona. Da letos pride njegov film, kjer on igra Hitlerja, ki je imaginary friend od enega fantka. To smo si blazno želeli videti. Mislim, na tem, ki je bil ta sestanek, to sem zamudil. Ja, Taika Waititi ni glih. Ne, on ni glih, ne, jaz se mi zdi. Ampak ja, mislim, da ta film Jojo Rabbit je naslov, pride jeseni ven. In mislim, da cilja na... Mene je ta film tako všeč. Zdaj je Jojo Rabbit, imaginary friend je Hitler. Scarlett Johansson je v glavni vlogi. Kaj rabiš več? Ok, Scarlett Johansson ne more biti mama. Dajmo malo... Fuck, ti si prav mem zdaj rato, kao, shut up and take my money, veš, kao to je to. No, skratka, Eternals. Pričakujemo. Ja. Dobro. Mislim, ker v samem medkredicu se ne vidi nekaj. On je samo pač na ladji. Nick Fury zgleda bolj ali manj kot na dopustu. Tam le gleda neko plažo, razumeš? Neko dolgo potovanje zgleda to. Mislim, vesoljska potovanja niso glih. Mislim, kaj preveč tudi ne povejo. No? Pač okej, na dopustu. Nick Fury je očitno rad hodil v vesolje na dopust. Kdo pa ne bi? Pri čemer je očitno tako pomemben, da mora tudi fejkati samega sebe na zemlji, ker Bog ne daj, da bi kdo mislil, da ni na zemlji ali kaj. Ja, pa Hilova tudi očitno, ne, njegova večna pribočnica je očitno tudi v vesolju. Ja. Potem, ja. Ali pa snema remake How I Met Your Mother. Mislim, zelo malo povedano, da je zgolj zato, da lahko folk tipka po netu, ne vem, Eternal se bojo ali pa ne vem, kva bo. Ne, veš, mislim, to je tak ful malo. No, kateri Marvelov film vidva zdaj najbolj pričakujete, glede na ta setup naslednjega Spider-mana ali Strange ali Eternalse? Ali tega Šumčija? Ne vem, jaz mislim, da bo Eternal še najbolj zanimiv. Jaz priznam, da nisem neki, mislim, tudi Black Widow mi je zelo všeč, a res hočem videti zdaj prequel, kako je ona nas. Mislim, ne vidim, kaj bi točno to prineslo, razen da to hladno vojno skuša. Mislim, da niti ne bojo šli tako daleč, koliko sem videl ene fotografije iz snemanja Black Widow, bojo uporabljali tako zelo sodobne avte, da bo to postavljeno v cirka 2017, mogoče celo med Civil War pa Infinity War. Tako da ne vem, kaj se bojo tukaj šli noter, ne vem. Mislim, Origin Story. Mislim, da so celo drugi filmi z Red Sparrow, pa ne vem, kaj levo desno, in pobrali tele drobtince z mize dol, da bi se šli neki KGB baletka, ki je potem postala Assassin. To mislim, da bi bilo slabo. No? Ja, ne, jaz mislim, da bo to nekaj iz pač tega obdobja, ko je nismo videli vmes. Ja. Glede pač zdaj le malo tudi vmes surfam po spletu in vidim, da nekateri fani pravzaprav so postavili vprašanje, ki se ga jaz recimo sam nisem domislil, kaj če Nick Fury in Maria Hill že dolg nista ona dva, ampak so skrali. Mi pozabljamo, da ta dva poznamo iz Captain Marvel, ki se dogaja v preteklosti in da je Nick Fury že zelo dolgo na poti z vesoljsko ladjo. Da zaradi tega ga vidimo tam, kako čila. Ja, bom jaz rekel, za sobot. Ker nekateri fani so baj že govorili, da je Maria Hill že v Infinity Waru skral. Mislim, možno bi bilo, da bi jih nekje vmes zamenjali, ampak ne v 90-ih, zato ker pol vidimo še, da ga popraska maček pol. Ja, no, pol, ampak zdaj med Avengerji očitno pač. Ja, kaj pa Snapokalips, mislim, so potem skrali, v prah padli, pa Nick Fury gor se nasmiha pri koktejlu. Je šlo. Tako da ja, mislim, tle so še pač ene očitno. To je glupo vprašanje. Nikoli ne vem. Mislim, ne glede na to, kar je odgovor na to vprašanje, če je ali pa če ni, ne vidim, kako bi to, mislim, je milijon korakov, ki vodijo do katerokoli smer, da bi tukaj spremenili, tako da, whatever. So what? Shang-Chi je, tako. Shang-Chi.
Film, ki ga najbolj pričakuješ. Shang-Chi, veš, po štajersko. Shang-Chi. Zen za šankom, veš. Zaenkrat so še pač poleg tega, se to smo mislim, da tudi že imeli pač napovedane, se tudi Doctor Strange 2, Black Panther 2, Captain Marvel 2, pa Guardians of the Galaxy 3. To mene vse bolj zanima kot pa... Tudi mene, no, se to mi je res tako nenavadno naslednje leto pač tako. Tudi, a veš, da zdaj nekaj Eternals imamo, pa Shang-Chi, ki bosta kar neka filma z junakoma, ki sploh, mislim, z junaki, ki jih nismo prej videli. Če bi bil mariborski, bi bil Shang-Chi. Oh, fuck. No, skratka, če še kaj povemo... Shang-Chi pa Infinity pivo. O Pajek možu, meni je bila akcija tudi kar všečna, moram reči, da ima Spider-Man še kar eno bolj zanimivih akcij v Marvelu. No? Tako ta fight z temi droni, ki jih je na ziljone, se mi je zdel še kar posrečen. Ja, to mislim, da je bilo ok. Je pa bila muska obupna, evo, za kontrapunkt. Muska je bila obupna. Dobro, meni so bili všeč, kaj so že Clashi, ki so not. Dobro. A ja, ta... Ne, scenska glasba. I wanna be your girlfriend, je, ne? Ja, to ok, ja, ok. Ker je že v prejšnjem je pa bila pa una, ta drug, čak, kjer je že komat... Še eno njihov je bil pač na koncu. Čuda ste je šlo? Ne. London Calling. No, to bi rekel, glede naslednjega leta in Black Widow in Eternals sta posneli režiserki in to zelo zanimivi indie režiserki, ki pač Kate Shortland pa sem pozabil, kak je to druge ime, ki sta snemali zelo majhne, neodvisne, poetične filme, tako da po mojem lahko pričakujemo nekaj zelo, zelo drugačnega, kot smo bili zdaj vajeni. No, super. Mislim, po drugi strani tudi John Watts je snemal zelo na easy filme prej, ne? Zelo majhne, ampak menim, da te dve režiserki bosta, vse kar se vizualne podobe tiče, nekaj čist novega. Zanimivo je, ko si omenil zelo majhne filme, ker v bistvu ta film ima nek feeling malo manjšega skopa, ne? Pa ne zato, ker smo prejšnjega gledali, ker je konc vesolja na pol, je bil ubranjen, ne? Ampak tukaj pa je kljub temu, da je to neki na pol road movie, ki potujejo pač po vzhodnih Alpah, pa Pragi, pa ne vem kaj levo desno, da je res fokusirano zgolj na to perspektivo in deluje majhno, ne? Miš, da je to pečat tega režiserja, kaj pa delo on prej? Neki policijski film z Baconom, menda. Bilo okej. Slanino je delo, ali ne, se nem, če je Kevin Bacon, neki, kaj je Squad Car, ali nekaj ta, okej, indie film. Ja, nič, nima neke impresivne. No, medtem ko Talek Vdovo naredila, je naredila film, ki je enkrat zmagal na Lifu, in je postavljen konc druge svetovne vojne v Nemčijo, kjer starša pošljeta 3 otroke, samo vesta nacija in bežita nekam, oni pa morajo priti prek Nemčije v pač maju, medtem ko se vse ruši, priti do babice, ne? In je pač cela njihova pot, on izgublja vse, ta glavna junakinja mora skrbeti za mlajše bratce, sestre, eni ljudje jih hočejo, ne vem, beg spraviti, ker ugotovijo, da so potomci nacije, polimen Jud pomaga, oni se zavejo hkrati, kaj so njihovi starši naredili, kaj se vse dogajalo. Ne vem, full powerful štorija, tako da mislim, da je to zelo dobra izbira za Black Widow. Okay. No, dajmo se vrniti Night Monkey. Jaz bi sam tako en disclaimer, preden me ljudje napadajo, seveda niso od Clash, ampak Ramones. Pa I Wanna Be Your Boyfriend, v prejšnjem je bil pa Blitzkrieg Pop, tako mati, no tako. To sem rekel, da Clash, moj bog. Že slišim outrage, toxic fandom podcasta Obot. Kako niti punka, ne veste. Kva je to punk? Feeling happy punk. Moramo počasi. Počas bomo mogli zaključiti. Gremo, če kdo kaj gleda. Je kdo kaj gleda, to meni da že gleda. Skratka, ja, pač
pejte si pogledati Pajek moža, mislim, da se splača pogledati. Ste ga že videli, ker drugače bi morali prej nehati poslušati ali pa ne obogajo naših navodil. Ja, glej, ljudje so pač svašta. No, eni pač raje poslušajo nas, pa pol grejo film pogledati, ker že imajo izgrajeno mnenje. Še eno vprašanje, a je to drive-in film, ki ga Kino Bežigrad ponuja? Mislim, da ponuja Spider-mana, ker taki tini, a ne? Mislim, edini problem je, da ne bo več na voljo, ko bo ta epizoda. Ta vikend je. A res? Ja. Škoda. Drive-in, ampak je za gledati zunaj ali notri. Mislim, da je vrejo. Glejte, zunaj ali notri. To je to. Tudi v kakih letih bo pa to, ko so celo poletje. Mislim, da je primeren za ogled zunaj. Pa ja, tak zabaven film je, valjda zakaj pa ne. Pa mislim, da je celo tako, če ga primerjam recimo s tistim, kar je meni pač summer movie Ant-Man, recimo zadnji, kaj je bil, je Pajek Man boljš. No. Ja, pač. Da je njihta, no. Mislim, boljši je, da bomo priznati, ni pa treba zdaj spet tako. Ni mi hejtat mravlja moža, no. Ljoša, mravlinčara, veš. Ok, dovolj. Malo reda v to. Kaj gledamo, beremo, poslušamo te dni? Mito. Jaz sem kočno malo na Konradu, torej gledam trenutno Jessica Jones, mislim, da sem po 7. delu. Ja, ok. Zelo nadušen. Ne, nisem najbolj nadušen, vidi se, da se neka utrujenost pozna, mogoče zato, ker vedo, da morajo zaključiti. Vse nekako on par z ostalimi Netflixovimi, Marvelovimi inačicami, ampak tako mal je bad guy dolgočasen, pa vleče se tam, eni špageti se tam vlečejo, ki mislim, da nimajo mesta pri Jessica Jones, da je bila v prejšnjih iteracijah malo bolj zanimiva. Pogledal sem Dark, drugo sezono in je the best, še najboljša, kako ne rečem, mislim, ful so nadgradili prvo sezono, pa hud sci-fi mešan z totalno žajfenco. Ker to, da se v bistvu ti ukvarjaš s tem, kdo je, čigav fotar, pa ne vem, kako je potem to vse skupaj pokonektano, se mi zdi ful špasno, zmešano z res hardcore sci-fi premiso potovanja skozi čas, predvsem ta neki bootstrap paradoks, ki je opeljan noter, full fine, leker. Ja, malo nemščina. Ok, davaj, se lepo. Potem Černobil sem končno pogledal in to je res depresija, Oranges, ne vem, zakaj ima to take visoke ocene, meni je depra totalna, res. Ja, še nisem nič od tega, ampak se trudim. Igor, ti? Ja, jaz sem gledal par delov Nosferatu, pa je ok. To je že zunaj. To je že zunaj, jaz ne morem več ljudje. V redu je, ni toliko srhljivo, kot bi moglo biti, so pa liki v redu razviti, pa zanimivo, kak pelje stvari. Gledal sem Doom Patrol, ki je hilarious. Tak, za začetek, najboljša primerjava, česarkoli drugega je Deadpool. Tu je konstanten narration, 4. scena. No, tudi to imam na seznamu. Drugače pa je to za začetek, da je narrator, je villain, ki razlaga štorijo. In on je Mr. Nobody, ki ki je bil nekoč sidekick in je potem dobil superpowers in zdaj obstaja v nekem ekstra vesolju, whatever. Ful je fun, oni sami Doom Patrol pa so precej pogosto nesposobni čudaki, ki ne vejo točno, kaj delajo in uničijo stvari. Dogodivščine, v katere se zapletejo, pa recimo na eni točki vključujejo enega peklenskega osla, ki jih potegne njih in celo mesto požre v en drug svet, k prdne. What? Vem, to je tak insane. Se ti pravim, Deadpool je še najbližje temu, pa Deadpool je precej konvencionalen film. Da so malo preveč tega wacky tobacco, ali kaj? Bi rekel, ja, ampak deluje, smešno je, zabavno je, napeto je, igra je vrel, vse to, zelo priporočam. Ja, ne, sliši se super. Jaz sem tudi že nekaj ceta na seznamu, samo še nisem v tem. Ja, jaz sem gledal že Titanse, ki so malo bolj pač straight and narrow, pa tudi violent, ampak tam ni nekaj dosti humorja, tukaj pa ga je. No, za vse, ki ste navdušeni bili nad Zendaya v Spider-Manu, Zendaya ima tudi odlično serijo na HBO-ju, ki se reče Euphoria, ki
Zdaj, odvisno, koliko ste stari. Če imate otroke, se boste pol hoteli pogovoriti z njimi, če so ti najstniki. Če ste najstnik, probajte to serijo. Pa probajte to serijo držati bek od svojih staršev, drugače se boste morali pogovarjati z njimi. Skratka... lepe na svete za vzgojo imaš, Igor. Ja. Skratka... Teta Justija. Zendaya igra Ru, najstnico, ki je... zdaj pride v 4. letnik srednje šole ravno, potem, ko je čez poletje bila na rehabu, ker je overdozirala. In prva stvar, ki jo naredi, je, da se gre drogirati in... Zakaj pa ne? Ja, seks, droge, rock'n'roll na polno, ampak zelo pač te sodobno narejeno. Torej, kako še tu zraven dodaš mobitele, ki vsakega, ki se sleče, posnamejo in kje pristanejo te fotke. In kak najstniki to znajo handlati dost bolj, kot si mi mislimo. Ne? Torej, ne vem, eno posname tip med tem, ko seksata in potem se vsi menijo, da ona pa ima seks tape zunaj. In ona pač preprosto razloži, že ko je ravnatelj pokliče, ne, da je slišal govorice, da naj bi bil film, reči, ne, gledajte, mislim, če bi kaj takega obstajalo, ne, bi to bila otroška pornografija, ker sem mladoletna in če bi vi kaj o tem vedeli, bi bili kar v enem problemu in prvo ravnatelj tak, nič ne vem o tem, ni problema, ok, čao. Lepa. In imaš ful enih takih idej noter, na katere pač ne pomislimo, ker nismo najstniki, ne. Mislim, da je podobna vrsta serije, kot je bilo v tam poznih 90-ih Kids, Mularija. Podoben tak šokar, je pa zelo vredno narejen, Zendaya je super, ampak kar je pa nenavadno zelo podobno igrati, ali awkwardness kot tukaj. No. Ni super. Pogledal sem do konca Santa Clarita Diet, pa iZombie spremljam, tako da če so že Walking Dead boring, imam vse zabavne zombije. Santa Clarita Diet se konča serija cela, žal. Nikoli ne bomo izvedeli vsega o mističnih Knights of Serbia, zaščitnikih sveta pred zombiji. To se sliši še kar velika izguba za svet. Ja. Igor brez zombijev mi živeti ni harp. Pa gledal sem Annabelle filme, zdaj vse, tretji v kinu, če imate radi Annabelle filme ali pa Conjuring. Je tretji zelo v redu. Okay. Ja. Tako da to kar priporočam. In ti, gospod Založnik? Ja, jaz priznam se pravim, nisem nič gledal. Si bral knjige? Sem zalagal neki. Mi priznam, da nimam cajta trenutno, ko imam ful nekega dela v službi in ne gre ravno skozi, ampak spremljam sproti Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. in moram reči, da ta sezona je zaenkrat še kar razočaranje. No. Za razliko od vseh prejšnjih. Mislim, ene so bile ful dobre. Ja, ta je pač, zgubila se zgodba, se drobi, še zmer, niso prišli skupaj, čeprav zdaj izgleda, da bojo, ker je pač prišel in da bo ta twist. Zdaj že razumem, kako se zgodba približno poveže in je precej podobna enim prejšnjim zgodbam iz S.H.I.E.L.D.A. Tako da mal je tako, no, na prvo žogo so ene stvari in ta vrnitev Coulsona je tudi tako mal smešna, na koncu zdaj izpade. Se pravim, no, pa ful ta James Bondovska, Fitzsimmons, to so že mal zakomplicirali, no. Se mi zdi, da ta njuna romanca je postala že mal hecna, no, da jo niti vesolje ne more ustaviti, da se ne bi ona dva prišla spet skupaj in tako, ampak v resnici ne prideta skupaj zaradi svoje pameti, ker sta oba ful brihtna, ampak bolj po nekem naključju, no, to se mi res zdi, zdaj že malo too much, no, ta neka usoda. Čakaj samo še eno vprašanje, Handmaid's Tale nismo omenili, ker video tudi gledate. Jaz sem še prvi del, tako da. Jaz sem pri drugem delu, ja. Ne, pol bomo pa prešprli za septembra. Summer special. Ja, ali pa kaj tega. Mislim, jaz sem pri 6. pa... Saj sem že v prejšnji epizodi povedal, da me malo nekaj skrbi. Nekaj je boljše, nekaj je zglejeno, nekaj pa še vedno ni dobro. Tak, bomo kaj več drugič. Skratka, jaz sem pripravil tudi vam zdaj en manjši seznamek, dragi poslušalci, ljudine, kaj lahko gledate polet, ko nas ne bo na sporedu, vsaj večinoma ne. In tle imamo ene par filmov, ki se bojo zdaj začeli, Stuber ali Stubber, whatever
Super, domnevam, gledam to, da je Uber. Je 12. julija zunaj, Igor pravi, da je videl trailer in da zgleda zanimivo. Ja, mislim, Dave Bautista pa Kumail Nanjiani sta stuck together kot policaj pa tough guy pa soft guy in zgleda zelo komično, pa mislim, da bo super, pa basta zelo karizmatično, tako da. Ja. No, skratka, potem imate Kroll, skratka, velik krokodil ali aligator, karkoli je pač razlika. Na Floridi, skuša pojesti ljudi. No, skratka, sliši se zanimivo. Lion King pride 19. julija, pač risanka še enkrat sem, da z računalniško izgleda, kot da se pravi živali. Pa Beyoncé je not. So what? Skratka, Beyoncé je not. 19.7. je to 26. julija pride dolgo pričakovan film Once Upon a Time in Hollywood, kar je naj bi bil zadnji film Quentina Tarantina. Ja, danes je bila spet novica, da trdi, da se bo upokojil. Vsekakor je 9, rekel je, da jih bo naredil 10, pol pa ima še vedno ideje kot... Star Trek mogoče ni njegov film, ker bo nekdo drug naredil scenarij, pa še mogoče bo delal, zdaj bila ideja, da bo naredil nadaljevanje Jamie Foxx, Bang Bang, kaj je že bilo to? Djangota. Jamie Foxx, Bang Bang. Ja. Najboljši opis tega filma. Všeč mi je tudi, kako gestikuliral pištolce. To, ker bo nadaljevanje, ki temelji na stripu, se je imenovalo Django in Zoro. Django in Zoro. Vse Banderas bo spet prišel ven pametni film. Potem je 1. augusta imate Fast and Furious Presents Hobbs and Shaw za vse avtomobilistične entuziaste. To smo bili v kinu, pa ste videli trailer, pa ste bila čist impressed, zato ker je Idris Elba not. A sem bil impressed? Ne spomnim se, da bi bil impressed. Idris Elba je bad guy. Na to imamo nekaj, kar sem jaz pač opazil, pa se mi zdi kar zanimivo. Scary Stories to Tell in the Dark je 9. augusta, ena grozljivka. Guillermo je producent. Tako, režiser je pa tip, ki je posnel Trolljägeren. Skratka, 2010 Dans, ali kaj. To je briljantni film. Overedal. Mimo grede, če niste gledali tega Trollhunter, Trolljägeren, lovec na trole, to je res hud film. To si pogledajte poleti, kadarkoli, res je dober film. Skratka, tole imamo, potem Playmobil The Movie pride. Kva? Če imamo Lego Movie, imamo zdaj Playmobil Movie. Potem je Dora and the Lost City of Gold, se pravi Dora the Explorer, za vse vaše mulce, ki to gledajo. Ko me čakam. No, vidiš, evo, Igor, ko me čaka. Pač igran film, da se razumemo. Potem je Angel Has Fallen, kar je nadaljevanje enega drugega butastega filma. London Has Fallen. Res, ali kaj? London Has Fallen, to je zdaj tretji del. Prvi je bil neki z Olympus. Olympus Has Fallen, pa je bil London Has Fallen. Pol pa delajo, če bo to uspešnice, delajo pa nadaljevanje z enim drugim, sem pa pozabil s kom, še crossover z enim drugim filmom tega istega studija. Cele nove MCU. Epska pada, mislim. In pa še en film, ki se mi zdaj kar zanimiv, pa bo Ready or Not, neki horror, mystery thriller, napovedan za 23. augusta. A bride's wedding night takes a sinister turn when her eccentric new in-laws force her to take part in a terrifying game. Cool. Sliši se kar zanimivo, igra pa enih koliko zanimivih ljudi in pač mogoče tudi to lahko gledati. Drugače, pri nas še ni napovedano, upam, da ne bo prav do Lifa rabili čakati, Midsommar je glih vam prišel. Seveda Midsommar še bo, drug film Arija Asterja, ki je naredil Hereditary in ima briljantne ocene in super creepy trailer in zgleda kot Wicker Man, samo moderno. To se mi ful dopade. Pa še, ko smo že pri odbitih zadevah, na HBO pride 21. augusta serija Prišleci. In sicer v oceanu se začnejo pojavljati močni svetlobni žarki, na kopnem pa ljudje iz 3 različnih zgodovinskih obdobij, kamene dobe vikingov in konca 19. stoletja. Nihče ne razume, kako je to mogoče, ampak nekaj let kasneje pa spremljamo zgodbo, torej ene, ki je iz obdobja vikingov, ki postane policajka in raziskujeta umore skupaj.
Obdobje vikingov je sicer stari srednji vek, kakorkoli že, ne obstaja obdobje vikingov. Ja. Ok, dajmo. Ja, no, sliši se zanimivo. Skratka, še kar neke serije čez poletje zanimivih, mogoče bomo kaj od tega imeli tudi v septembrskih jesenskih oddajah ali pa v kakšnem specialu čez poletje, če se uspemo dobiti. Stranger Things so se začeli, dragi moji, če še ne gledate čudnejših reči, če še niste pogledali, poglejte. Veronika Mars se vrača 26. julija na Hulu za tiste, ki ste otroci 90-ih. Glejte, jaz priznam, da sem pogledal se ene par delov, pa mi se je zdelo zanimivo, ampak nikoli nisem gledal serije, mogoče bom zdaj si še to dal. The Boys pridejo 26. julija, neka podobna stvar, Doom Patrol oziroma neka superhero zajebancija. Bolj Umbrella Academy mogoče na Amazon, se mi tudi zdi kar zanimiva stvar, pa se veselim. Pennyworth pride na Epix, to je zgodba Batmanovega butlerja, Igor je že navdušen. The Terror pride, Infamy, pač druga sezona The Terror na AMC. To bomo imeli posebej epizodo, ker sem jaz bil na setu in imam ful podrobnosti, tako da The Terror septembra vsekakor podrobneje na uvodu. Potem še ena stvar, ki mi je ubodla v oko, je On Becoming a God in Central Florida. To je kratka 10 delov serija za Kirsten Dunst, nekateri, ki so že videli. Ja, jo blazno se jim zdi zelo všeč. Showtime 25. august, potem Carnival Row, ki pride ven 30. augusta na Amazon, igrata Orlando Bloom in Cara Delevingne. Je pa neka gotik štorija z nadnaravnimi biti in ljudmi, ki se dva povežeta, da raziskujeta umore. In pa seveda 38. je tudi datum, ko pride ven The Dark Crystal, Age of Resistance, skratka serija po tem kultnem filmu iz, mislim, da 70-ih celo. 80-ih je. Ok, pol pa 80-ih. Skratka to. Legion? Ja, Legion je že zunaj. Ja. Legion je že 3. sezona zunaj, glejte, če še niste začeli. Se na Foxu, ja. Ja, jaz sem večinoma zdaj... Prva pa druga so pa najbolj. Ja, večinoma sem serije, ki še pride z premiero, oziroma dobro, Veronika Mars, ne. Neki knjig še, ki sem jih hotel povedati, pač kaj bomo mogoče brali čez poletje. Nož Jo Nezboja pride ven, v slovenščini bo sicer za knjižni sejem, če sem prav informiran od kolegov z Mladinske knjige. Wanderers. Chuck Wending, ja, ima zunaj nek... Danes izide ali jutr nekako. Ja, tako je. Te dni je išlo in pač tudi vsi so že blazno nadušeni, ki so uspeli to prebrati. Ja, zato, ker jaz sem spremljam Chucka na Twitterju in on je imel knjigo lani jeseni, je imel natisnjeno knjigo za publicity hardcover, da se da ljudem za reviewje, ki naj bo objavljeni v teh dneh. Ja, tako se v tujini dela. Ne? Ja. Potem je This is how you lose the time war, ena romanca z časovnimi preskoki, izide 16. julija, nekaj za mito, tako ima rad časovna potovanja. Romanca? Gods of Jade je neka, pravzaprav, mislim, da celo prvenec ene mehiške pisateljice Silvije Moreno Garcia, ki ga že vsi vnaprej izjemno hvalijo in temelji na te azteški mitologiji. The Memory Police, Yoko Ogawa, japonska avtorica, bo zdaj doživela pač prevod v angleščino 13. augusta in vsi so tudi blazno navdušeni. To je ena knjig, ki se jih jaz veselim, ki me zelo zanima po opisu, pač kaj se dogaja, da izginjajo iz naših spominov neki predmeti in neki pojmi in pač spominska policija raziskuje, kaj se dogaja. Potem imamo Snow Glass Apples, Neila Gaimana. 20. augusta pride, kjer bo na novo povedana zgodba Sneguljčice in The Girl Who Lived Twice, a Lisbeth Salander novel, skratka nadaljevanje Millenniuma. In ta vzdih je bil Igor Hart, kritika knjige v enem vzdihu, se temu reče. To je to, skratka, berite, glejte, poslušajte čez poletje. Mi bomo morda čez poletje uspeli posneti kakšen special in vas skušali tako jaz bom animirati. Za delo pisal Stranger Things že ta teden, v katerem to poslušate. Lahko najdete. Super, tako je, tudi poglejte, gotovo ste že pogledali, danes je tork. Ja. Ko to poslušate in gotovo ste že videli, ker ste je bil vmes vikend. Skratka, to je to, poslušajte
in potem se slišimo spet septembra, kjer bomo mogoče obravnavali nekaj od tega, mogoče pa tako, kot sem rekel, se že poleti javimo s kakšno specialno epizodo. Ljudje in ljudine, to je bila že naša 26. epizoda in zadnja v prvi sezoni. Prav ste slišali in žal mi je, se prečujem, ker to šele prvič danes povem. Tole je bila zadnja epizoda prve sezone. V njej smo se pogovarjali o filmu Pajek mož davči od domačega Wi-Fi-ja. Poslušali ste torej podcast po imenu Bot, podcast za serije, filme in risanke vseh žanrov od F do Z, ki ga gosti mreža Aparatus. Z vami smo bili Mito, kje je bil ta sestanek Gegič, Igor, Jamie Foxx, Bang Bang Heart in pa seveda Aljoša, Scarlett Johansson ne more biti mama Harlamov. Javite se nam kako se vam je zdela prva sezona, kaj vam je bilo najljubše, kaj si želite v naslednji sezoni, več serij, več filmov, več risank, več knjig, več Marvela, več gostov, več epizod top 3, 5 ali 10 ali kolikor pač imamo, več tematskih epizod, več epizod v živo, več smeha, manj mitota. Hey, fuck off! Karkoli, mi vam bomo z veseljem prisluhnili. Tokratno epizodo smo znova posneli v kinu Bežigrad, ki se mu zahvaljujemo za filmsko in siceršnje gostoljubje skozi celo večino prve sezone. Šefa kina Bežigrad pa pozdravljamo na morju. Upamo, da se imaš fino, bolj fino, kot bi se imel z nami. Mislim, kar neki. Zapeljite se tudi v njihov drive-in, ki se sicer končuje spektakularno z šundom. Več informacij o programu najdete na spletu. Fanta, kje se vajo najde na internetih, na hitro. Igor? Twitter, pa delo.si, pa gledal bom YouTube. Yeah. Mito? Twitter, Instagram, Budamit, drugače pa Mito Gegič, vse posod druge. Jaz sem Al Harlamov na Twitterju, druge Aljoša Harlamov. Če vam je bilo všeč, kar ste slišali, šerajte, lajkajte naš podcast, naročite se nam preko vašega najljubšega appa oziroma ponudnika podcastov, Castbox priporočamo. Dajte nam kakšno oceno na iTunesih, dokler še obstajajo. Ja. Podprite platformo Aparatus z odličnim izborom podcastov za vsakega in če boste poletni premor med sezonama podcasta izkoristili za popotovanje po Evropi, ne pozabite s sabo vzeti razdelilca za slušalke, da boste lahko z radodarno Evropejko ali Evropejcem skupaj poslušali naš podcast. Mi garantiramo uspeh. Na Twitterju nas najdete kot podcast Obot, na Facebooku smo kot podcast KM, Obot brez pikic, tako je tudi na Instagramu, tam delimo rajcere, prikolice, druge zanimivosti, tja lahko smerjate vprašanja, pripombe, komentarje, anekdote o tem, kaj se vam je pripetilo na maturantskem izletu, pritožbe, predloge, kaj bi za vas pogledali naslednjič, sicer se pa slišimo spet septembra. To je to, ljudina, fuck off. No, pizda, fuck, zdaj sem še jaz. Lahko ne preklinja stalno Mito. Mislim, glej, to je bilo zdaj čist fucking brez veze, no. Mislim, Faktik smo že bili in... Pa, dajno, vse boš enkrat posneli ta konec, pa zrihta, ni panike, no. Ne, da se mi, okej, jaz imam mal vsega vrh glave, pa ni prvič, da je to naredil. Mislim, glej, dobro, no, sej zadnja epizoda je, malo si bom spočil od tega šita, no. Ne, zdaj drame dela tu, ne biti fucking čistum. Pa kak čistum pistom? Zakaj ne vem, Mito, gled, skozi dobivamo na iTunesih in skozi vedno zaradi tebe. No, pa da iTunesi so pa sej tega ni več pomembno, da bi se kaj druga zmislili. Mislim, dobro, no, jaz se matram, spišem vse to, administriram, potem pa gospod slikar pride, naroči pivo, pa svinja po mojem trudu. Ja, tvojem trudu, ma fuck off, stari, 3 smo tukaj, no. Ja, okej, gled, ko da delaš to na lahč, pizda, no, ko da sabotiraš podcast. Ja, sabotiram, res je, srajni čas, da fucking spizdim na dopust. Pazi, gled, vse boš, polil mi boš tu pičko, no. Daj, no, da ti pa vse padlo, daj ti pomagam pobrat, no. Vse je okej, že v redu. Če sem zasvinjal, bom tu spucal, kaj je? Daj, gremo na MPR, pa se malo relaksirajte. Dolga sezona je bila. Kaj pa to zdaj? Ne, čakaj malo, daj mi to nazaj. Čakaj, tu piše Mito Gegič, agent Hidre, članska številka 0666. Mislim, dolg set mi je bilo v ateljeju, no, ketni, pač, vse veš. Ok, meni to ni smešno. Meni je v bistvu zdaj vse fucking jasno. Pizda izdajalska, Mito. Ok, Mito, kaj je to? Razloži, no. Ok, a vam pojasnim? Igor, čakaj, pazi ga, kaj delaš, Mito? A ti to pojasni, pizda? Aljoša, Mito, pizda, no. Brez skrbi, boš ti tudi dobo zdaj. Slabo robo so ti dali, imam pa jaz zdravim svojo katano, fuck off.
Kakšno na ključje, jaz tudi. Pizda, celo majico si mi uničil. Tudi s tem zobotrebcem si boš pa res težko pomagal. Jaz imam Hattorija, Hanzo. Il Hydra! Banza! Okay, mi smo nori. Okay. Mislim, da je to official.